Poslušalke in spoštovani poslušalci programa Ars, tretjega programa nacionalnega radia, čez minuto se bomo vključili v neposredni prenos slovesnosti, na kateri bodo v Kulturnem domu Ivana Cankarja na Vrhniki podelili letošnjo Cankarjevo nagrado. Nagrado, donatorica je občina Vrhnika, so leta 2019 ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalni center SAZU kot poklon velikemu književniku in hkrati kot priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku izdano v knjižni obliki. Nagrajeno je lahko delo z katerega koli področja Cankarjevega ustvarjanja, pesniška zbirka, roman, drama, zbirka kratkih pripovedi ali esejev. Izmed skoraj 50 knjig je strokovna žirija letos v ožji izbor uvrstila romane Lada Kralja, Ne bom se več drsal na bajerju, Adriane Kuči, Ime mi je Sarajevo in Katje Gorečan, Materinska knjižica ter zbirki kratke proze Gluha soba Mojce Kumrdej in Ženska hiša Mirane Likar. Sreča je kot sonce, ko je najlepše, zatone. Sreča je kakor sonce, ko je najlepše, zatone. Sreča je kakor sonce, ko je najlepše, zatone. Sreča je kakor sonce, ko je najlepše, zatone. Zatone. Trezen boš molčal in molčal boš, kadar boš v grobu. Zdaj pa govori in pi. Trezen boš molčal in molčal boš, kadar boš v grobu. Zdaj pa govori in pi. Trezen boš molčal in molčal boš, kadar boš v grobu. Zdaj pa govori in pi.
Drage obiskovalke in dragi obiskovalci v Cankarjevem domu na Vrhniki, poslušalke in poslušalci programa Ars in bralke in bralci časnika Dnevnik, medijskih partnerjev Cankarjeve nagrade, prav lepo vas pozdravljam, naš dogodek pa lahko spremljate tudi na spletni strani YouTube. Z nami so tudi naši gostje. Prvi dobitnik Cankarjeve nagrade Sebastian Pregl, akademik Branko Stanovnik, častni meščan Vrhnike, akademik Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, Tanja Tuma, predsednica Slovenskega centra PEN, Sonja Žakelj, direktorica Cankarjeve knjižnice Vrhnika, ter Marija Zakrajšek Martinjak, direktorica Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika. Lepo pozdravljamo tudi vas. Lepo pa pozdravljamo tudi dr. Oto Lutarja, ki pa se je zaradi daljše službene poti v tujino opravičil, vendar je v mislih z nami. Tako. Leto je spet naokrog. Bliža se 10. maj, Cankarjev rojstni dan, in prav je, da se poklonimo največjemu slovenskemu pisatelju in sodobni slovenski književnosti. Da že četrtič podelimo Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo preteklega leta. Pobudo Slovenskega centra PEN za ustanovitev Cankarjeve nagrade so leta 2019 sprejeli Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in znanstveno-raziskovalni center SAZU. Kot donatorica nagrade jo podpira občina Vrhnika, kot sponzorka pa delniška družba Krka. Preden nadaljujemo s programom, naj še omenim, da nam je v uvodu Klemen Leben zaigral prvo in tretjo navedbo iz cikla 6 navedb Ivana Cankarja, Uroša Rojka. Da je bila Cankarjeva nagrada na Vrhniki tako lepo sprejeta, je v veliki meri zasluga vrhniškega župana Danijela Cukjatija. Danes ga ni z nami, zato nas bo v njegovem imenu pozdravila gospa Sonja Žakelj, direktorica Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Sonja Žakelj, prosim. Kraj ravni pod gozdom. Pod temnim mogočnim raskovcem sedi jata golobov. Tam je Vrhnika. Čez bore, čez hoje, od tihega krasa, od morja šumi burja. Plane v ravan, postane, strepeče, osupla in utoložena ob toliki lepoti. Bela, kakor nevesta, se na holmu sveti Sveta Trojica. Razgleduje se po sončni ravni, po tihem, sanjajočem čverju, do žalostne gore in do Krima. Spoštovane in spoštovani, prijazno pozdravljeni v Cankarjevem rojstnem kraju, v katerega se je tudi sam rad vračal in o njem pisal v svojih številnih delih. Eden bolj znanih citatov je tudi: Vrhnika, prečuden kraj, v mehkem domotožju mi zakoprni srce ob misli nate. Kdo te je videl z bdečimi očmi, kdo te je spoznal? Šli so mimo, videli so bele ceste, bele hiše in so šli dalje. Jaz pa sem ti pogledal obraz, kakor ljubljenemu dekletu, in zdaj je moje srce bolno po tebi. Verjamem, da bi bil Ivan Cankar ponosen, da smo se danes tu ustavili in zbrali njemu v spomin. Mene pa še posebej veseli, da bomo nagradili sodobne avtorje, ki ustvarjate v zvrsteh, v katerih je ustvarjal tudi naš največji pisatelj. Čestitam vsem nominirancem in vsem želim lep večer ter izrekam dobrodošlico na Vrhniki vsem, ki ste že tukaj, vse gledalce in poslušalce pa na Vrhniko vabim ob kaki drugi priliki. Hvala. Kot vsa leta doslej je tudi letos upravni odbor Cankarjeve nagrade, ki soorganizira današnji dogodek v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem ter Cankarjevo knjižnico Vrhnika, po kratki razpravi izbral slavnostnega govornika. To je dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, znanstvenik in pisatelj. Gregor Majdič, beseda je vaša. Spoštovane nominiranke, spoštovani predsednik Akademije znanosti in umetnosti, spoštovana predsednica PEN kluba, spoštovane gostje in gosti.
Veliko čast in veselje mi je, da sem danes tukaj z vami na podelitvi Cankarjeve nagrade za najboljše literarno delo izdano v preteklem letu. Ivan Cankar je zagotovo ena najpomembnejših zgodovinskih osebnosti našega naroda. Pa ne le zato, ker je bil izvrsten dramatik, pisatelj, pesnik, temveč predvsem zato, ker nam je kazal naše obraze v gladko zloščenem ogledalu. Njegovi opisi v knjigah Hlapec Jernej in njegova pravica, Kralj na Betajnovi, Pokušanje v dolini Šentflorjanski, Martin Kačur in drugih so nam nastavili bridek odsev našega narodnega značaja, ki ga žal tudi v današnjih časih še marsikdaj nismo presegli. Čeprav so današnji časi za nas in za naš narod povsem drugačni, lažji, pa se včasih zdi, da se zgodovine nismo prav veliko naučili. Svojo državo imamo več kot 30 let, a se mnogokrat zdi, da ne vemo, kaj bi z njo. Zato danes, povsem enako kot v časih Ivana Cankarja pred več kot stoletji, potrebujemo umetnice in umetnike, ki nam kažete kritično sliko nas samih in družbe, ki jo vsi skupaj ustvarjamo. Cankar je živel v nemirnih časih, pred in med Prvo svetovno vojno, ko se je preoblikovala Evropa, ko se je ustvarjala slovenska državnost in zadnja leta svojega prekratkega življenja je živel v času velike morije, velike vojne. Današnji časi so vsaj v naših delih sveta mnogo bolj lagodni. Včasih morda še preveč in zato kar pozabljamo na to, da v številnih delih sveta ljudje še vedno trpijo in se borijo za golo preživetje. Lakote in umiranje zaradi nalezljivih bolezni niso povsod stvar preteklosti. Po desetletjih miru imamo vojno v Evropi nedaleč od naših meja. Staranje prebivalstva, povečevanje prepada med revnimi in bogatimi, migracije in nikakor ne nazadnje podnebne spremembe, vse to so grožnje, med katerimi predvsem zadnja, globalno segrevanje, lahko grozi obstoj samega človeštva. Da bomo rešili vse težave in jaz kljub vsemu verjamem, da jih lahko rešimo, bomo morali prisluhniti tudi Ivanu Cankarju, ki je Martinu Kačurju položil v usta naslednje besede. Živijo ljudje sami zase in za svojo družino, ne menijo se za nikogar, ne koristijo nikomur. Lahko bi svet poginil in ne ganili bi mezinca, da bi ga rešili, samo da ostane njih hiša. Ti ljudje so spoštovani in velika je njih beseda. Pa je še nekaj drugih, nekaj ljudi posebne sorte, čisto drugačnih, nespametnih ljudi. Ne delajo zase, ne žive zase, temveč hočejo na vsak način, kljub sebi, svoji družini in vsemu svetu, živeti za druge ljudi, kakor Kristus, ki se je dal križati v blagor drugih. Besede, zapisane pred več kot stoletji, a besede, v katerih bi zlahka prepoznali današnjo družbo. Kako malo se je spremenilo v več kot stoletju. V današnji družbi se morda celo mnogokrat zdi, da je vedno manj teh drugih, teh, o katerih govori Cankarjev Martin Kačur. Teh, ki ne živijo le zase, temveč hočejo vsemu navkljub pomagati drugim, a sam sem prepričan, da je tudi takšnih ljudi dovolj. Morda le nimajo dovolj glasu v sodobni družbi. Zato moramo tisti, ki se trudimo premagovati težave in odkrivati rešitve, ter pomagati ljudem in družbi stopiti skupaj. Kot v preteklosti, moramo znova bolj povezati znanost in umetnost, vsi skupaj pa moramo družbi povrniti zaupanje in vero v znanje in v modrost. Ni naključje, da sta znanost in umetnost skozi zgodovino korakali z roko v roki. Še danes se večina akademij po svetu imenuje Akademije znanosti in umetnosti, kar kaže na tesno povezanost znanosti in umetnosti. Znanost in umetnost so človeške dejavnosti, ki nas dvigujeta, ki sta ustvarjali civilizacijo, tako s tehnološkim napredkom, kot z duhovnim prebujanjem. Tehnološki napredek brez humanizma je brez vrednosti. Le neločljivo povezani znanost in umetnost vodite v napredek človeštva. In tako, kot je bilo v preteklosti, je še vedno danes. Podobno, kot je bilo ves čas človeške zgodovine. Naloga znanosti in umetnosti, znanstvenikov in umetnikov, tistih, ki ne delajo zase, ne žive zase, temveč hoče na vsak način, kljub sebi, svoji družini in vsemu svetu živeti za druge ljudi, je, da našo civilizacijo rešimo, da ohranimo našo vrsto. Skupaj moramo iskati rešitve, ki nam omogočajo lažje bivanje in sobivanje na tem planetu. Skupaj imamo izjemno pomembno nalogo voditi družbo v smer vrnitve sprejemanja znanja,
v smer sprejemanja odločitev, ki bodo rešile naš planet in omogočile vsem prebivalcem tega prelepega planeta dostojno življenje. Nominirankam iskreno čestitam in vam želim še veliko navdihov za odlična dela v prihodnosti. Za dela, ki bodo spreminjala svet tako, kot so spreminjala svet in ga še spreminjajo Cankarjeva dela. Hvala lepa. Ivan Cankar je pri nas najbolj znan kot odličen dramatik in pisec kratkih pripovedi, predvsem črtic. Malo manj pa kot neverjetno pronicljiv in občutljiv romanopisec. Napisal je kar 10 romanov, med katerimi ima 8. roman Novo življenje posebno mesto. V njem se glavni lik Anton po dolgem času vrne iz tujine v domovino in razmišlja o možnostih novega življenja, povezanega z ljubeznijo in umetnostjo. Stanje umetnosti ga večkrat razočara, povsem pa je očaran nad lepoto Slovenije. Ivan Cankar, odlomek iz romana Novo življenje. Čuj, potrpi. Veselo zgodbo ti bom povedal. Tja sem šel, saj veš kam, k tistim imenitnikom. Spodobilo se je. No, ali se ni spodobilo? Seveda se je, niti za hip nisem dvomil. Tako v navadi je že in na vse zadnje tudi tako potrebno, kakor kosilo in večerja in tepec, kdor bi se kujal. Ampak ne, nekaj drugega sem ti hotel razložiti. Tisto, kar mi je seglo v misli tam zunaj na stopnicah. Ali ni čudno, da so tukaj tako rekoč sredi mesta stopnice zunaj na hišo prizidane, kakor da se je bil mojster prepozno spomnil nanje. Vrag s stopnicami. Tako je torej v resnici. Tisti ljudje, ki sem jih danes videl in ki sem se jim klanjal z dolgim hrbtom, so natanko tisti, kakor sem jih gledal pred 15 leti ali koliko jih je. Natanko tisti, prav nič se niso spremenili. To se pravi značajnost. Enaki obrazi, enake kretnje, enake besede, celo v naglasu enake. In to čudo pomisli, celo v besedilu, kakor da so izvlekli iz arhiva star papir 15 let star. Takrat, ko sem se namenil v boj, preudari in smej se, ja, v boj, sem stopil k imenitniku, vrhovnemu poglavarju naše kulture. In sem mu rekel, tako in tako, jaz sem umetnik, stremim za visokimi cilji, božji ogenj je v meni in tako dalje, ampak denarja nimam. Ker pa je tako rekoč dolžnost domovine, da pospešuje, položil mi je roko na ramo, nasmehnil se je usmiljeno in mi je odgovoril z blagim glasom. Ljubi moj, božji ognji in visoki cilji so lepe reči, da lepših ni na svetu. Tudi naš narod se je kljub vsem zaprekam, tako notranjim, kakor zunanjim, povzpel do nekake višine in tako dalje. Ampak denarja pa nima. Resnično vam povem, naš narod je ubog, komaj da zmore vsakdanje potrebe. Kakor kmet, ki je odrajtal davke in v nedeljo še zažganje nima, kaj za vino. Drugače pa, ali se ne bi rajši lotili česa pametnega? Tako je rekel, dal mi je 3 srebrnikov, ker je bil v srcu blag človek in se je okrenil. Nato sem šel k drugemu imenitniku, ki še dan današnji na debelo prodaja idealizem, kulturo in splošno navdušenost. Sprejel me je po očetovsko, malo da se ni razjokal in je dejal, gospod, prijatelj moj, ki ste velik med mnogoterimi upi našega naroda, umetnost. Kaj bi še nadalje govoril? Vrhunec, tako rekoč blago dišeči cvet kulture. Jaz sem bil zmerom za njo, vse za umetnost. Prijatelj moj, zavidam vam od srca. Ko bi jaz mogel, ko bi mogel pobegniti samo za kratko uro, samo za hip temu pustemu morečemu vsakdanjemu življenju, ter se posvetiti skrivnemu koprnenju svoje duše. Zavidam vam.
Za voljo trpljenja vam zavidam, ki mu greste nasproti s tako veselim in junaškim korakom. Zakaj trpljenje bo vaš delež? To ste pač premislili. Kaj premislili? Saj to trpljenje vabi in kliče mladino. Bog vam ga dodeli v obilni meri, narod vam bo hvaležen. Tako je gobezdal brez nehanja, položil mi naposled obe dve roki na rame, v zginjenje še stresel z glavo in je šel. Jaz sem pljunil debelo in sem šel tudi. Kako bi mu mogel dokazati, da se mi je rogal? Pa kakor sem pljunil, sem šel še k drugim. Nalašč sem šel, čudno poželenje me je gnalo. Hodil sem, lice pa mi je gorelo od sramu, kakor da sem tekel skozi špalir klofut. Nazadnje, ko je bila noč, sem s hinavskim jezikom hvalil Boga za izkušnje, ki jih je poslal. Srce pa je vpilo od srda in ponižanja. Glej, Minka, duša moja, kakor črn oblak je šel spomin po nebu, ampak stran se ozriva, davno je bilo, zatonilo je že. No, pa sem jih nenadoma vse ogledal pred sabo, spet 15 let kasneje. In bilo mi je hudo na smeh. Res, v ustni votlini sem se grizel, da ne bi bruhnilo. Tiste obraze sem gledal, tiste besede poslušal. Le vse je bilo še malo slajše, mečje in blažje, kajti sedaj nisem bil prišel prositi in tako so bili brez strahu. Blage besede. Tako se je cedilo, da bi človek podstavil dlan, ampak koliko iskrenega, resnega zaničevanja v njih, koliko poniževanja. Resnično, tisti so bili kakor prej. Niso zaničevali umetnika zato, ker je prišel prositi, ničesar jih nisem ne prosil, ne vprašal. Temveč zaničevali so ga za tega del, ker je pač umetnik.
Ivanu Cankarju smo se poklonili z odlomkom iz njegovega romana Novo življenje, sodobni slovenski kulturi pa tudi z izborom sodobne slovenske glasbe. Skladbo Lojzeta Lebiča iz srednjeveškega cikla, iz njenega prvega dela Jasnost mišljenja na Boetijovo pesem v prevodu Primoža Simonitija, sta izvedla sopranistka Marija Leben in harmonikar Klemen Leben. Njun nastop pa napoveduje letošnje nominirance. Na odru se nam bodo pridružile nominiranke za Cankarjevo nagrado. Katja Gorečan, avtorica romana Materinska knjižica, Adriana Kuči, avtorica romana Ime mi je Sarajevo, ter avtorici zbirk kratkih zgodb Mojca Kumrdej, podpisala se je pod zbirko Gluha soba, in Mirana Likar, avtorica zbirke Ženska hiša. Prav tako se mi bo pridružila Jožica Avbelj, življenjska sopotnica Lada Kralja, avtorja romana Ne bom se več drsal na bajerju, tudi nominiranega za Cankarjevo nagrado. Pozdravimo jih z aplavzom. Z njimi se bo pogovarjala literarna kritičarka, Stritarjeva nagrajenka in prevajalka Diana Pungaršič. V naslednje dobre pol ure bomo tako izvedeli marsikaj o nominiranih delih in njihovih avtorjih, na začetku pa tudi, kakšen odnos imajo do Ivana Cankarja in njegovega dela. Hvala lepa. Lepo pozdravljene, dober večer in iskrene čestitke 4 nominirankam in enemu nominirancu, ki je danes z nami, verjamem, v duhu. Ko sem iskala skupne točke med nominiranimi deli, ni bilo težko razbrati nekaj presečišč skupnih točk. In sicer pred nami so dela, ki imajo nedvomno v sebi nekaj Cankarjevega duha. In sicer zlasti v pogumu, v razkrivanju najbolj bolečih in občutljivih plati našega bivanja. Vsa dela so si namreč dovolila pogledati in ne nazadnje ubesediti tisto, kar najbolj boli, četudi se morda tega niti ne zavedamo. In sicer boli tako posameznika, kot boli družbo. In nocoj se bomo pogovarjale kar lepo po vrstnem redu, po abecedi, tako da najprej med nami pozdravljam Katjo Gorečan, ki je bila nominirana s svojim delom Materinska knjižica. Katja, ste pesnica, dramatičarka, pisateljica in v vašem dosedanjem opusu smo lahko opazili, da ste ena tistih ustvarjalk, ki rada preizkuša meje zvrsti žanrskih zakonitosti. Že v prvencu, v pesniški zbirki Trpljenje mlade Hane, smo lahko razbrali nekaj proznih nastavkov. Potem ste izdali tudi hibrid med poezijo in dramatiko, poimenovali ste to delo Koreopesem. Tokrat pa je pred nami Materinska knjižica, ki obravnava, bi lahko rekli, domala tabuizirano temo spontanega splava. Delo pa je založba označila kot poetični roman,
lahko bi ga označili tudi kot pesnitev. In me zanima, kako je dobila vaša knjiga takšno podobo, lirično podobo. Ja, hvala, Diana, za ta uvod. Torej, jaz, ko sem začela pisati to knjigo, oziroma ta roman, hibridni roman, tudi se nisem ukvarjala s tem, kako bo to pač opredeljeno, v kakšni formi, sem začela z pisanjem pesmi, se pravi prvoosebnih pesmi. In sem pravzaprav na nek način ugotovila med pisanjem, da te pesmi ne morejo zaobjeti vseh teh nekih različnih perspektiv, ki jih želim jaz prikazati v zvezi s tematiko spontanega splava, ker so bile preveč, recimo, na nek način osebno izpovedne, medtem ko spontani splav zahteva nekaj več od tega. Zahteva družbeni kontekst, zahteva politični kontekst in zaradi tega mi je potem tudi ta način izbira oziroma samega pripovedovalca, to, da sem šla iz prvoosebnih pesmi v pisanje romana, kjer je pač pripovedovalec nekdo, ki ni iz tega sveta, tudi zelo pomagalo pri tem, pač v bistvu pri razpredanju te mreže, ki je pač okoli teme spontanega splava. Poetični jezik mi je pa v bistvu pomagal pri nekem tem tudi recimo bolj nežnem kontekstu varnosti, ki sem jo želela tudi v svojem romanu pač izpostaviti oziroma ponuditi glavnemu liku, se pravi pač ženski, ki se je zgodi spontani splav v času v bistvu covida, ki je pač specifičen čas, ja. Vas lahko prosim zdaj za kratek odlomek, pa bova potem lahko še bolj podrobno se posvetili besedilu. Jaz bom zdaj prebrala malo mešano, ne bom šla čisto po vrsti. Zgodbe, ki so govorile o ženskah kot je mami, so zapisali drugi v nekaj kratkih stavkih. Tisti, ki so pisali zgodbe, niso pustili toliko krvi na službenem stranišču, na pisarniškem stolu, v skladišču in pod bolnišničnim tušem. Zato se jim je morda zdelo, da bosta stavek ali dva dovolj. Ampak po maminem mnenju je en stavek premalo. En stavek je pomislila, ne pove ničesar. Eno poglavje je pomislila, ne pove ničesar. Doživela si splav, ne pove prav ničesar. Še smem prebrati? Ja. Če bi vprašali mojo mami, kako izgleda 9 mesecev nenehnega jokanja, bi vam rekla, da je zelo utrujajoče. Ko je pregledovala fotografije lanskega leta na telefonu, je razmišljala, da nekoč sem imela še kar simpatičen obraz in mislim, da ga ne bom imela nikoli več. Odkar je prišla iz bolnišnice, so se vse stvari nepreklicno spremenile, kljub temu, da je bila tam le nekaj dni. Takrat me je zavedno izgubila, če bi lahko temu tako rekli. Mislim, da je bilo takrat res neopisljivo hudo. Večkrat je ponavljala očetu, da najbolje, da kar umre, ker ni vedela, kam naj gre z vsem tem, kar se je zgodilo. Zagotovo je bolje, da nisem več na tem svetu. Jaz sem ji ponavljal, da sem še vedno z njo in da naj le ostane na tem svetu, ona pa je le obračala glavo stran, kot da bi jo bilo sram in kot ne bi zmogla nikogar pogledati v oči. Mami je večkrat rekla očetu, da tako zelo joče zato, ker me ni zmogla roditi v celoti in da je hudo, ker ne ve, kaj naj stori s to ljubeznijo, ki je obstala nekje vmes. Hvala lepa. Kot smo lahko slišali iz dveh odlomkov, vašo pripoved pripoveduje torej nerojeni otrok Tobija. Z izbiro takega pripovedovalca se zdi, in tudi ste že sami nakazali, nekoliko odmaknete pogled od notranjega sveta protagonistke in pogledate na situacijo širše. V pripoved pa kasneje vpletete tudi
vse predsodke, stereotipe o spontanem splavu, o čustvovanju, načinu žalovanja, pa tudi tematiki izgube otroka se pridruži izguba sluha, izguba razumevanja, stika z družbo. Gotovo ste se zavedali pri pisanju tega dela, v kakšen tabu se podajate, in me zanima, ali vas je pri pisanju gnala tudi želja po detabuizaciji tega področja. Navsezadnje ste se s predsodki do žensk tudi v preteklosti ukvarjali že v svojih predhodnih delih. Ja, jaz sem se seveda zavedala, da s tem, ko izberem za pripovedovalca nerojenega otroka, dregnem v vse strani, ker nerojeni otrok je še pač vedno sredstvo manipulacije na eni in drugi strani. Na eni strani v bistvu pač izkoriščanje za nek občutek krivde pri ženskah, na drugi strani je nerojeni otrok tudi dostikrat recimo pač neko norčevanje tega, ne? Ampak v bistvu nobeno teh plati se mi zdi, da na dolgi rok ne pomaga osebam, ki doživijo te izgube, ali je to v primeru načrtovanje ali spontani splav. In ja, sem se zavedala, da je pač nerojeni otrok tukaj ena zelo radikalna odločitev za pripovedovalca. In pač na tej točki bi se zahvalila Simoni Semenič, ker mi je ona tudi pomagala v bistvu preko nekega diskurza, ko so se pač pogovarjali o tem, na kak način bi jaz tukaj uvedla ta nek zunanji pogled na te situacije, in je Simona takrat svetovala, da bi to mogoče bil nek otroški pogled, ampak seveda je to potem spet vprašanje, kdo je ta otrok, kak glas ima ta otrok, ne more biti seveda čisto objektivna. In v bistvu tudi moja urednica, ki je danes tukaj, Veronika Šoster, se spomni, da sem jaz preden je knjiga išla, sem tudi imela veliko pomislekov glede tega, če si sploh želim to knjigo izdati, ker na nek način sem tudi intuitivno čutila, da se splav pač vedno in na žalost pač dostikrat izkorišča oziroma manipulira. Ampak mi ni žal, da sem se potem vseeno odločila, da knjiga izidejo. Ja, lahko na tem mestu pozdraviva urednico in se ji zahvaliva za to, da je spodbudila objavo in omogočila objavo tega dela. Samo še zaključna misel, zdi se, da se je vendarle z izgubo, z smrtjo, vendarle hkrati, tako kot je to v življenju pogosto oziroma nuja, zgodilo tudi rojstvo, a tudi sami, torej rojstvo te knjige, a tudi sami tako doživljate vaše delo? Ja, to je bil prvi stavek, ko mi je urednica povedala, da je šla knjiga v tisk, sem jaz napisala, okej, pač rodila se bo knjiga o splavu. In tukaj je mogoče tudi Cankar, aktualnost Cankarja, pač, da je še vseeno kljub temu, da se knjiga začne z odsotnostjo svetlobe, se pravi z neko čisto temo, je tudi se mi zdi bil moj na nek način nezavedni impuls, da mogoče tukaj poiščem tudi nekaj lepega v tem pisanju. Ja. Krasno, najlepša hvala, Katja Gorečan. Naslednja nominirana knjiga nosi naslov Ne bom več drsal na bajerju. Je tretje leposlovno delo, drugi roman Lada Kralja, dolgoletnega profesorja na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kritika, teatrologa, dramaturga, urednika in prevajalca. Lado Kralj nas je nedavno decembra lansko leto zapustil, a ostal je roman, tretje leposlovno delo, ki nas popelje v Ljubljano, popelje nas v Zgornjo in Spodnjo Šiško v čas italijanske okupacije med drugo svetovno vojno, pa tudi nekoliko v čas po odhodu Italijanov, v čas osvoboditve in
povojnih stalinističnih intervencij. Z nami je gospa Jožica Avbelj, življenjska sopotnica Lada Kralja. V uvodu knjige se vam pisatelj tudi zahvaljuje za pomoč. In bi vas prosila, če nam lahko nekoliko osvetlite, kako je Lado Kralj zasnoval roman, kakšna je bila vaša vloga pri snovanju tega romana in mogoče še eno vprašanje k temu. Zdi se, da je nekako glede na tematsko zasnovo roman vendarle nekako povezan s predhodnim. Če se je predhodni, če delaš Omleto, ukvarjal z stalinističnim terorjem, se tokrat fokus pomakne na fašistični teror. Tako da mogoče nekaj uvodnih besed o zasnutku, o vajinem sodelovanju oziroma kako je. No, pisal je sam seveda, ne. Želel je napisati knjigo o Šiški, o svojem otroštvu, ampak v knjigi je seveda ta fant rasel, se postaral in tako, zato ker on se je rodil 38, se pravi, Italijani so kapitulirali 43, ne, v 5 letih se to vse ni moglo zgoditi. Meni je knjiga zelo se mi dopada, zato ker je tako preprosta, enostavna, duhovita. In kar naprej me zanima, kaj se bo zgodilo. In to je bilo tudi moje delo za Kralja. Kadarkoli kaj napisal, je rekel, da je preber. Pa sem prebrala. Ker mu je bilo veliko do tega, da se lepo govori, da tudi med drugim, da se lepo bere. In potem me je spet poklical, daj, preber, sem rekel, to sem že brala. Je rekel, ne, spremembe. Skratka, rada bi povedala eno tako anekdoto. Ena gospa me je vprašala, pa ste sploh prebrala njegovo knjigo? Sem rekla, 100 milijonkrat. Se pravi, za vsako spremembo, tudi pogovarjala sva se, včasih se bo je ustavil, pa ni vedel, kaj bo naprej. Sem rekla, počak, bo že. Se bo že pokazal, kam gre. No, zraven je bilo pa seveda tudi polno raziskovanja. S pokojno hčerko Bredo sta šla slikati vse te hiše, vse te spremembe, ki jih opisuje v knjigi. Ja, ta mentalni zemljevid je zelo natančen v knjigi, gotovo. Bi vas mogoče povabila zdaj, da nam preberete odlomek? Prosim lepo, z veseljem. Prebrala bi en del iz poglavja Slikarjeva smrt, tako na sredini bom začela nekako. Skoraj na koncu Aleševčeve ulice je parcela, ki nekako ne spada sem. Sredi nje stoji majčkana hiša, zidana sicer, ampak res majčkana, taka pritlična kocka, v vsaki steni je prostor samo za eno okno in v eni so vrata, tako imajo to palčki. Ampak napis na ometu pa ne manjka, tam lepo piše Vila Kurnik. Kot da bi se stanovalec norčeval iz vseh teh vil, ki stojijo okrog in krog, kot da bi razglašal, tudi jaz imam vilo, ampak je velika samo za en kurnik. Zvedel sem, da je to neki slikar ali kaj. Ampak ne tak, ki ti popleska hišo ali stanovanje, ker tale riše po papirjih. Ima tudi učne ure za otroke, če koga to zanima. Zvedel sem tudi, da je že pred italijansko okupacijo vsak 1. maj paradiral po Aleševčevi ulici gor in dol z velikim rdečim naglim na reverju svojega suknjiča in so ga zato orožniki že v kraljevini Jugoslaviji pretepli kot psa. Karabinjeri v današnji ljubljanski provinci pa še bolj, da je komaj ostal živ, par mesecev je moral ležati. Nekateri sosedje ga zmerjajo, da je komunajzar. On pa zagotavlja vsakomur, ki ga hoče poslušati, da sploh ne gre za to. Ampak nikoli ni maral nobene oblasti, ne avstro-ogrske, ne jugoslovanske, ne italijanske. V zgodnjem popoldnevu pridem do njegove ograje, se ustavim in strmim v to hišo za palčke. Nisem ga še videl slikarja, ki živi tukaj, bolj zase se drži. Zdaj pa se hišna vrata kar naenkrat odprejo in ven pride star, nekoliko utrujen možakar, slabo je obrit. Smehlja se, mi gleda v oči, stopi do vrtnih vrat in jih odškrne,
Toliko, da lahko vstopim, če hočem. Pozdravljen, mladi mož, dobrodošel. Vabim te v svojo rezidenco na malico, sadni čaj in kruh z ribezovo marmelado, sam sem si jo naredil, k čaju lahko tudi rum po želji. Kaj naj mu rečem? Kaj naj naredim? Ampak star je prijazen in to deluje. 1, 2, 3 in znajdem se notri v enoprostorski hišici, postelja, mizica, 2 stola, kuhinjski štedilnik, kolm kišta. Prostorska stiska je strašanska. Možakar predstavi se mi kot Hinko Smrekar. Mora najprej pospraviti nekatere stvari z stolov in potem še z mizice in jih nagrmaditi na posteljo, da se sploh lahko kam usedeva. Ampak potem je kar v redu, pijeva čaj in jaz celo srknem malo ruma. Da bi pa nehala brati, pa bi sam povedala, da kaj sem še počela, ne? Mislim, šla sem z njim, ki je raziskoval, se pravi, tle je ogromno raziskovanje noter. Še enkrat je celega Balvazorja prečital še v slovenščini, čeprav ga je prej že v nemščini, pa to. Po knjižnicah sva hodila in je najdel fenomenalne dokumente, ki so tle noter, zgledajo, da so stvari izmišljene, pa niso. Vse je dokumentirano. Ja. Ravno to bi vas želela vprašati. Zdi se, čeprav govori o konkretni zgodovinski izkušnji, roman težko popredalčkamo med zgodovinske ali realistične ali vojne romane, ker je v njem nekaj res samosvojega, tudi nekaj satiričnega, lahko rečemo, hudomušnega, veliko prepleta fikcije in faktov. Sama sem ga doživljala kot nekakšen omaž prostoru in času, a ne samo prostoru in času, temveč tudi ljudem, umetnikom skozi medbesedilnost. Prebrali ste lep odlomek o Hinku Smrekarju, ampak zasledimo tudi konkretno recimo delo Ivana Cankarja ali pa Edvarda Kocbeka. In me zanima, ali je tudi sam doživljal, če lahko to poveste, svoje pisanje kot nekakšen poklon svojim predhodnikom, torej pisateljskim ali pa umetnikom, ki so živeli pred njim. Nikoli mi ni tega rekel, ampak glede na to, koliko mi dva čitava, koliko sva čitala, koliko smo poleg teh raziskav raznih počeli, sva tudi skozi brala to sodobno slovensko literaturo, ki je izhajala. Tako da sva zelo načitana, veliko sva prebrala. In to je seveda ta občutek za pisati in za brati, za občutek za teater imel pa tako zmer. Se pravi, to se je nekako tak melting pot je ratov pol. Je zelo natančno vedel, kaj bi rad napisal in zelo natančno je pisal tudi o stvareh, ki jih je doživel, ki jih je videl, ne pa stvari, ki jih ni. Tako da ene stvari manjkajo, kakšni bojo opazili, da ene stvari manjkajo. Ampak mislim, noč so pa tudi recimo najine počitnice na Finskem, ker so doživela najlepšo snežno zimo in tam je tudi videl medveda, tega medveda, ki nastopa noter. To je bilo v enem rudarskem muzeju ali pa. Je bila ta zgodba. Skratka, tako da jaz sem pač bila tam ena, kaj kavo kuhala, a veš. Če je rabu, sem prečitala ali pa šla z njim kam naprej raziskovati. Najlepša vam hvala. Evo, tako. Tako, res, čudovit poklon tudi z naše strani. Najlepša vam hvala za ta vpogled v zaodrje oziroma za kulisje. Z lepimi spomini ostaja med nami. Tretje nominirano delo nosi naslov Ime mi je Sarajevo. Adriana Kuči, to je vaše prvo leposlovno delo v slovenščini. Čeprav ste predtem že izdali publicistično delo o košarkarjih in tudi roman v maternem jeziku, lahko ga imenujemo srbo-hrvaščina, z naslovom I prljavo, I plavo. Ime mi je Sarajevo je zgodba o prav tako vojni, o izkušnji vojne v Sarajevu,
ter njenih dolgoročnih posledicah. Hkrati pa je tudi roman o ljubezni. Lana, protagonistka, živi v Mariboru, prišla je iz povojnega Sarajeva in si v Sloveniji ustvarila življenje. V Sarajevu pa pustila marsikaj, med drugim tudi mladostno ljubezen, spomine in mislila je, da je pustila tam tudi travmo. Seveda, klasično vprašanje, za začetek, koliko je to vaša osebna zgodba, hkrati pa me zanima, če je, tudi ali se je morda tudi zaradi že nocoj omenjene čustvene distance, o kateri poročajo mnogi pisatelji, ki so preklopili v drug jezik, ne pišejo v materinščini, lahko zapisala ravno zaradi tega, ker je napisana v tako imenovanem tujem jeziku. Tukaj lahko spomnimo Majo Haderlap in njen avtobiografski roman Angel pozabe, na primer. Kako je s tem? Tako je. Ime mi Sarajevo sem napisala v slovenščini, zato ker sem želela eksperimentirati, ker se mi je zdelo, da sem se pa že dovolj naučila, da poskusim. Torej nisem razmišljala na način, da zamenjam jezik, da bi lažje povedala zgodbo. Zgodba ni avtobiografska, seveda pa je veliko spominov, ki jih Lana ima na Sarajevo, mojih lastnih spominov. Tako da obstajajo elementi, ampak prepričana sem, da v vsakem našem delu, ki ga napišemo, obstajajo avtobiografski elementi, ker to pač pisatelji, kot bi rekel veliki bosansko-hercegovski pisatelj Ivo Andrić, pisatelji vedno pišejo to, kar živijo na nek način. Ne. Nam boste prebrali odlomek. Bom. Ampak vas prosim, da mi ne zamerite, to je moj drugi jezik, ne? Strašno lepo govorite, dajte. Dan je bil siv, čeprav ni bilo tako strašno mrzlo. O 3:30 popoldne je pred vhodom v blok padla granata. Tako blizu, da je nisem slišala. Bila je samo ta svetloba, zamolkla, temna po robovih in sredi treptekajoča. In ta že znani in strašni občutek nemoči, ki se je nenadoma skoraj hipoma priplazil do mene, mi zlezel pod kožo in me mrazil. Aida je sedela za mano in vse, česar se spomnim, so kriki in to, da ne morem ustati, ker Aidino neživo telo leži čez moje. Topla kri mi je tekla po obrazu, v oči, po ustih in nisem mogla razločiti, ali je moja ali njena. Iz mene ni prišel noben glas, samo ta strašna, grozeča tišina, ki ti izpije vso energijo. Tudi ko je padla druga granata, me ni zagrabila panika. Ponavadi sta bili dve. Prva in čez približno 10 minut, ko so zločinci s hribov presodili, da je še več ljudi priteklo na pomoč ranjenim, je sledila še druga. Ljudje so pritekli do naju. Amra je prišla do naju, kričala je in vlekla Aido, klicala moje ime, poskušala doklicati gospoda iz civilne zaščite. Na mojih nogah je bilo nekaj trdega, kasneje bom ugotovila, da vrata, vhodna vrata v blok. Na mojem telesu Aida, tako neznansko težka. Ne vlecijo za roke, te niso nič naučili na tečaju, je nekdo oštel. Vedela sem, da misli na tečaj Rdečega križa. Obiskovali smo ga redno, da bi si v težkih razmerah znali pomagati. Sebi in drugim so govorili. A si fukjen ali kaj? Komaj sem prepoznala njen glas. Misliš, da lahko preživi brez glave? A si res to mislil? Njen glas je bil vse, česar glas 17-letnice ne sme biti. Njen glas je zvenel, kot zveni strah. Ali smrt, kri, vojna. Vsa njena absurdnost. Ob misli na Aidino telo brez glave me je začelo tresti. Ni bila prva oseba, ki sem jo videla umreti. Bila je prva oseba, ki je umrla na meni. Dobesedno. Misli so mi kot izgubljena jata ptic, ki ne vedo, kje je jug, rojile po glavi. A je umrla na meni? A je umrla in potem padla na mene? A umreš v trenutku, ko imaš odsekano glavo? Ali si še malo živ? Ali takrat tudi glava na drugi strani še živa? Najlepša hvala. To je eden bolj pretresljivih odlomkov iz romana, ki pa se zdi vendarle kljub tematizaciji res dramatičnih dogodkov napisan z eno posebno blagostjo. Kljub temu, da v romanu
Citirate tudi znan Kafkov stavek, da mora biti knjiga kot sekira za zamrznjeno morje v nas. Ste se odločili za pripoved, ki je polna blagosti in opolnomočenja, nekakšne miline, se mi zdi. Hvala za to. Mislim, da sem v enem trenutku, ko se je rodila ta nuja, da sem morala napisati ta roman, razumela, da ni bilo romanov o vojni napisanih iz perspektive najstnice. Bilo je veliko in je veliko romanov o vojni napisanih iz perspektive različnih herojev, napisanih iz perspektive mam, ki so izgubile otroke, iz perspektive vojakov, iz perspektive beguncev. Ni obstajala zgodba o ljudeh, kot je moja Lana in kot sem bila jaz in kot je veliko sedaj 47-letnih ljudi v Sarajevu ali pa drugje, ki so doživeli vojno. Ni obstajala perspektiva tega otroka v najstniških letih, ki naenkrat od največje tragedije, ki je, da nimaš zjutraj, ne vem, pomarančni sok, se znajde v položaju, da ne vem, 40 dni preživi v kleti, brez vode, brez hrane. Leta in leta se mi je zdelo, da ni potrebno takšne zgodbe pisati, da to pač nihče niti ne rabi vedeti, kdor ne ve. Ampak kot vidimo, slišali smo tudi v govoru slavnostnega govorca danes, da vse posod se vojne dogajajo še vedno. Ljudje so vse posod še vedno nekako neozaveščeni o tem, da pač ena vojna ne spremeni samo življenje človeka, ki je umrl. Vojna spremeni življenje vseh ljudi, ki so na katerikoli način vključeni v njo in je popolni absurd, popolni brezsmisel. In tako dolgo, dokler vojne obstajajo, je potrebno znova in znova ponavljati, da so absurd. Najlepša vam hvala za te misli in tudi za čudovito delo. Hvala vam. Četrto nominirano delo je Gluha soba Mojce Komardej, ki je izšel po zelo odmevnem romanu Kronosova žetev, ki je umeščen v preteklost. Kratke zgodbe, če smem tako reči, so pravzaprav vas kot pisateljico v slovenski literarni prostor umestile kot lucidno in tudi neizprosno premišljevalko naše stvarnosti in zdi se, da z Gluho sobo ni nič drugače. V njej se lotevate perečih tematik, vendar tudi zelo kompleksnih vprašanj, od nasilja, odnosa do osamljenosti, tehnologije, umetna inteligenca, tudi patriarhalni vzorci, odnos žrtev, rabelj, nedelujoč sistem, odnos do rastlin, živali. In me zanima, kakšna je prednost kratke zgodbe v primerjavi z romanom, glede na to, da imate izkušnje z obema žanroma. Oziroma, kako v tako kratko, čeprav vaše kratke zgodbe so dolge, spraviti res kompleksna vprašanja, ki nas tarejo oziroma tara naše življenje tu in zdaj. Teh 8 kratkih zgodb je daljših, kot pa so bile moje zgodbe iz zbirk Temna snov in Fragma. Namreč ne želim se ponavljati, zato se vedno nekako stopim v en teritorij, ki je tudi zame neznanka. In po romanu Kronosova žetev sem se odločila, da se posvetim kratkim zgodbam, za katere sem že v času pisanja Kronosove žetve dobivala ideje. Seveda, način pisanja kratke zgodbe je zelo drugačen od pisanja romana. Je pa res, da včasih tudi za kakšno zgodbo porabim kar precej časa, ker moram določene vsebine zelo natančno raziskati in jih potem presnoviti, zato da mi lahko stečejo z jezikom, ki ga zaslišim takrat, ko preden začnem pravzaprav pisati zgodbo, pa tudi roman. Namreč z jezikom se zelo veliko ukvarjam in večkrat poudarim, da dokler nimam pravega jezika, nekako ne morem
začeti pisati oziroma mi kak lik ga odložim, dokler ne začutim tudi te zelo sublimne materialne zvočnosti, kot pač sama dojemam jezik. To je bilo tudi moje naslednje vprašanje, pravzaprav, kako vas poiščejo tematike, oziroma se potem nekako kar morajo poroditi, se porajajo hkrati z jezikom ali tematika narekuje jezik? Kakšen je ta odnos? Pravzaprav gre za obojestranski odnos. Za obojestranski. Včasih zaslišim samo ritem, eno zvočno, ritmizirano zvočnost in vem, da ustreza določeni ideji. Potem pa se mora to vse presnoviti, za kar seveda potreben čas, lahko pa pride tudi zelo, zelo hitro v trenutku, da se potem lahko usedem in pisanje steče. Ja, bi lahko zdaj mogoče poslušali odlomek, pa bomo potem še navezali. Prebrala bom kratek odlomek iz zgodbe zaradi nekakšne moje poteze. Ampak dokdaj bo še lahko tako? Skoraj leta je od takrat. Ne vem, odgovarjam na spodbude redkih, ki me občasno obiščejo. Danes si težko predstavljam, s kakšno lahkoto sem se gibala po svetu, navezovala stike in se srečevala z ljudmi, ki jih nisem poznala in jih nikdar prej nisem srečala. In se spomnim, kako neobremenjeno sem odhajala od doma, zapuščala in menjavala prostore, se rokovala, objemala, občasno odkrivala tujo kožo in tuje telesa, ne da bi kdaj pomislila na morebitne pasti in nevarnosti. Zagotovo so obstajale, če tudi ne tako usodne, kot je bila ta, ki mi je spremenila življenje. Zakaj ravno jaz? Sem nekaj dni po tistem avgustovskem vikendu v bolnišnici vprašala kriminalistko. Preiskava je v teku, a zelo verjetno bi lahko bila na vašem mestu katera druga, mi je odgovorila. Toda ob tistem belem kombiju, parkiranem v pločniku, sem bila jaz, ki sem se odzvala na mimobežno vprašanje o tem, kako je mogoče po najkrajši poti priti do obvoznice. Odzvali ste se tako, kot bi se marsikdo. Nekdo, ki je prijazen, ki je uslužen, je bila moja prijaznost razlog za to, kar se mi je zgodilo. Ker do neznancev, ki me niso zanimali, nikoli nisem bila zelo prijazna, če že je zgolj formalno vljudna. Kriminalistka je bila tiho. Zazdelo se mi je, da v njenem pogledu prepoznam zadrego, pa tudi jezo. Ali me je poznal? Me je že prej opazoval, jo vprašam. Morda v bližini tistega lokala, kjer sem se ustavila na poti iz službe, ker prepričana sem, da v lokalu ne ob mojem prihodu, ne kasneje ni bilo osebe, ki bi bila podobna moškemu, ki me je uro zatem na ulici vprašal za pot. Lahko, da vas je opazoval, vas morda celo neopazno spremljam, a ga nadzorne kamere na poti do vaše službe, do tistega lokala niso zaznale, odvrne kriminalistka. To je zgodba, ki obravnava tudi travmatično izkušnjo in vaša protagonistka se za las reši tragičnega konca. Ni pa to ena od tistih zgodb, kjer bi nas, tako kot v drugih, presenetila neka nenavadna perspektiva, neki glasovi, ki odgovarjajo. Velikokrat se vaše osebe pogovarjajo tudi s steno, omarami, umetno inteligenco, avtomobilom in kljub temu dostikrat ostanejo v gluhi sobi.
ali pa ravno zaradi tega, torej ostanejo v nekem zaprtem prostoru, kjer ne morejo navezati komunikacije. In me zanima, kar je na nek način tudi v tej zgodbi gotovo razvidno, da je prekinjen nek stik. Me zanima, ste zasnovali zbirko konceptualno, ker se mi zdi, da se zgodbe med sabo vendarle tudi podpirajo. Da ko beremo na začetku, ne vem, zgodbo o oreh, o nesprejemanju očeta, o očetu, ki ne sprejema svojega sina, da je ta gluhota na nek način povezana tudi z gluhoto družbe, ki ne vidi človeka, ki drsi v neko teorijo zarote, recimo, ali pa z neko osamljenostjo. Ne vem, tako sem sama razmišljala ob tej knjigi. Samo ta osamljenost je ena od glavnih tem te zbirke, pri čemer ni ključno, ali ljudje živijo dejansko sami, ali živijo v paru, ali živijo v skupnosti. Včasih je ta osamljenost tako zelo močna, recimo v primeru ženske, ki se po ločitvi znajde v stanovanju, v katerem je živela pred 20 leti in ugotovi, da je ponovila zgodbo svoje matere, čeprav se je nenehno trudila, da je ne bi. Je ta osamljenost tako močna, da začne govoriti s svojimi predmeti, z omarami, s tem pohištvom. Seveda ne gre tukaj za psihotično izkušnjo, ampak zdi se ji, da s tem, ko se med govorjenjem osredotoči na določeno točko, da samo sebe bolje sliši. To je ena od glavnih tem. V tem primeru zgodbe, ki sem jo prebrala, gre za to res travmatsko izkušnjo, pač tej glavnemu ženskemu liku se uspe po nekem spletu naključij izmagniti smrti, vendar me je zanimalo, kaj se dogaja potem s takšnimi ljudmi, ki jim uspe preživeti. Ponavadi se kriminalke vedno končajo s srečnim koncem, stvar je razrešena in tako. Mene je zanimalo, kakšno travmo pusti to v teh ljudeh. Recimo konkretno v tej ženski se zgodi to, da se zelo spremeni in se predvsem ne upa več zapustiti svojega stanovanja. Svet, ki je bil prej prostor vznemirljivega odkrivanja, postane prostor grožnje. Vendar na koncu, in to velikokrat naredim, pustim vrata odprta in nekako nakažem, da zaradi informacije, ki jo izve od kriminalistke, da se bo očitno sprala pogum in spet začela živeti. Ja, hvala vam za vaše misli in tudi za zgodbe in pustimo prostor odprt tudi bralcem, da sami raziskujejo in razmišljajo o teh zgodbah. Tako, 5. nominirano delo pa je Ženska hiša Mirane Likar. To je vaša 4. knjiga kratke proze. Napisali ste tudi 2 romana in novelo. V vaših zgodbah pogosto srečujemo ljudi, like, za katere se zdi, da morajo, tako kot smo morda že začutili, pa pri katerem od prejšnjih del, zgodbo izpovedati zato, da bi se z njo nekako zacelili. Da imajo vaše zgodbe konstitutivno moč. Izhajajo pa večinoma iz balkanskega področja, z področja nekdanje Jugoslavije. In me zanima uvodoma, ali tudi vi sami čutite ta prostor kot svoj prostor, kot prostor in tudi ne nazadnje čas identifikacije. Seveda, jaz sem v tem prostoru doživela svoja formativna leta in če tako premislim, tega se premalo zavedamo. Jaz sem rojena dobrih 15 let po drugi vojni. In ta vojna je bila zelo prisotna v mojem okolju, veliko se je o tem govorilo, o medvojnih in povojnih dogodkih in nekako ne morem mimo tega, da smo poznali
jugoslovanske avtorje, jih zelo brali na koncu koncev. Mene je vedno zanimala kratka zgodba, že kot najstnico, ki je Slovenci sploh nismo imeli, Srbi pač. In sem posegala po tisti literaturi, dobro sem poznala jezik in še zdaj ga dobro poznam in še danes preberem verjetno toliko knjig v srbščini ali v hrvaščini kot v slovenščini. In pravzaprav kulturno čutim to kot nek svoj prostor, dobro poznam avtorje, filme, kulturo tega področja. Moji prijatelji prihajajo od tam, tako da to je prostor mojih potovanj na najrazličnejše načine in ja, zelo me to zanima in tudi politika, ki je formirala tudi naš sedanji čas in prejšnji čas, mi je zelo blizu. Zelo sem radovedna, kaj se je dogajalo in me to pravzaprav vodi tudi pri pisanju in opazovanju sveta. Vas lahko prosim zdaj za kratek odlomek. Ja, tole bo odlomek iz zgodbe Kri ni voda, ki obravnava žensko, ki se je poročila iz svojega okolja in je potem na koncu izgubila še celo svoj jezik. Pa kje si mi, profesorica naša? Postala si prava pisateljica. Zdaj me je kar strah pričati s tabo, ker sem pozabila veliko slovenskih besed. Pa vse bolj se mi zdi, da jih pozabljam. Probam čim več čitati. Zdaj, ko me nima kdo pripelja domov, zdaj, ko Vladana ni več, so slovenske knjige edino, kar me veže z domom. Če bi Vladan pustil, da bi se naučila voziti avto, res naučila, da bi lahko išla večkrat na dom, mislim še prej, tako pa na papiru sem znala, samo na papiru. Odvisna sem od Davora in Olge, saj oni so zlati, samo nimajo zmeraj čas. Zdaj so ga na srečo imali, če pa slavje. Zmerom je imel skupe avte, Vladan. Zmerom se je bal, da bi kaj narobe naredila. Pa sem imala izpit, takrat po vojni smo vse punce delale izpite. Ker pa nisem vozila, sem se pozabila. Vse vseeno, zdaj tako in tako ne bi mogla več voziti. Človek pride prestar, ne upa si. Star človek je pa žalosten in ga je strah vsega. Včasih, ko me zvečer strah, čitam tvojo knjigo. Pitam se, kaj je v tebi, kar v nas ni. Bolje vidiš neke stvari, bolje razumeš, kot karikaturistci. Upam, da nisi užaljena. Ne mislim nič slabega. Ena poteza in vse vidiš. Pametna si ti meni, malo besed ti veliko pove. Napišeš en stavek in vse vidim pred sobom. Ko zvečer čitam tvojo knjigo, se pomirim. Dobro je, da pišeš. Ti samo piši. Mislim, da ne bi mogli izbrati lepših besed za zaključek, ampak samo še na hitro povejte, ali zelo lep odlomek ste izbrali tudi zaradi tega, ker se v njem lepo vidi, kako znate spregovarjati in pisati v izvirni govorici. In me zanima, ali najprej zaslišite osebo, o kateri oziroma iz katere pišete, ali jo najprej vidite? Najprej jo vidim. Najprej jo vidite. Najprej jo vidim in pravzaprav srečam in potem jo tudi zaslišim. Tudi konkretno lahko. Ja, to je zelo en čuden, magičen trenutek, ko zagledaš perspektivo, slog, prej je omenila Mojca ritem, vse to. Ja. Čudovito. Najlepša vam hvala. Hvala vsem. Lahko si zaploskate. Hvala za pogovor in za vaša dela, ki so zmagovalna dela, ne glede na razglasitev, ki sledi. Spoštovane sogovornice Diana Pungaršič, Katja Gorečan, Adriana Kuči, Mojca Kumrdej, Mirana Likar in Jožica, hvala vam za predstavitev knjig nominiranih za Cankarjevo nagrado.
Po pogovoru, ki je bil tudi vabilo k branju nominiranih knjig, pa sledi težko pričakovani trenutek. Izvedeli bomo namreč, kako se je odločila žirija za Cankarjevo nagrado. Sestavljajo jo dr. Alenka Koron, dr. Darja Pavlič, Alja Predan, akademik Niko Grafenauer in profesor Ivan Verč. Pred mikrofon vabim članico žirije dr. Darjo Pavlič in predsednika žirije profesorja Ivana Verča, da nam zaupata njihovo odločitev. Dober večer. Dober večer. Ivan, jaz mislim, da boš kar predsednik začel. Taka je vloga pač. Ne, mislim, glede na to, da je to večer, ko se zaključi mandat, 4-letni mandat žirije, dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem, ki so sodelovali, od kolegice Darje Pavlič do Alenke Koron, Alje Predan, pa tudi tistih, ki so sodelovali na začetku, to sta bila Matej Bogataj in Ana Gršak. Osebno lahko povem, da smo se zelo lepo imeli. Diskutirali smo dolgo, večkrat. Naj povem kot informacijo, da v svojem poštnem predalu hranim nekaj manj kot 1000 mailov v teh 4 letih. Glede na to, da je danes vsi lahko berejo vse, naj tako povem, da bodo razočarani, ker tam so samo delovni maili, ni nobenih ocen, nobenih komentarjev, to smo vedno v živo se pogovarjali. Je pa delo, ki nas bogati, ker letos recimo 50 knjig je bil kar precejšen zalogaj in smo mislili opravili po svoji vesti in seveda se tudi razlikovali v ocenah, tako da na koncu pač je padla večinska odločitev, kar je seveda tudi tako prav. Zahvaljujem se tudi predsedniku upravnega odbora Marku Goli, ki nam je sledil, pomagal, ko je bilo potrebno, ko smo bili v zagati in moram povedati, da so bila zame to izvrstna, tvorna 4 leta. Hvala lepa. Zdaj pravzaprav ne vem, mislim, moramo takoj, zdaj pride na vrsto nagrajenec, nagrajenka, če se ne motim. Mislim, da je ja. In potem bo kolegica prebrala utemeljitev. Torej, letošnja nagrajenka Cankarjeve nagrade je Mojca Kumardej. Čestitam. Iskrene čestitke nagrajenki, pa seveda tudi vsem ostalim nominirankam in profesorju Kralju, tudi moj poklon, bil je moj profesor, veselje mi je bilo biti njegova študentka. Torej, utemeljitev za Mojco Kumardej. Gluha soba. V 8 kratkih zgodbah Mojce Kumardej v gluhi sobi paradoksalno vrvi od glasov. Bolj kot iz podob so namreč stkane iz dialogov in samogovorov, kar se da nenavadnih sogovorcev. Ti lahko pripadajo tudi drugim, ne le človeškim entitetam, naprimer bankovcu, rastlinam, predmetom v stanovanju ali avtomobilu. In pogosto so njihovi glasovi v stiski, trpljenju, včasih glasovi nasilnežev, včasih pa kar vse troje. Prostori v zgodbah običajno niso podrobneje nakazani, a vedno sugerirajo izoliranost, hromečo samost in osamljenost. Na teh prizoriščih in v govornih izmenjavah pa dejansko gospodari realno nezavednega in potiska like v tesnobne misli, paranojo pred drugimi živimi biti in predmeti,
v verbalno, psihično in fizično nasilje nad sabo ali drugimi in sploh v skrajne reakcije. Svet v teh zgodbah se zdi tako nekom čudno zmaknjen in grozljiv, sanski, a zato nič manj možen, če ne tukaj in zdaj, naprimer med pandemijo, kot v zgodbi Obramba Hiperboreje, ali kje drugje, naprimer v Mehiki, kot v prvi zgodbi, ali v neki bližnji prihodnosti, naprimer v zadnji zgodbi Živeti z Erikom. Fabulativna pestrost skoraj ne pozna meja, uokvirja pa teme, ki so nadvse aktualne in kritične do nasilja v vseh pojavnih oblikah in družbenih okoljih, celo do nasilja nad rastlinami v vegetarijanski in veganski ortodoksiji, naprimer v zgodbi Noč je skoraj nič, ter do patriarhalnih odnosov, mizoginije in homofobije. Toda univerzalno vprašanje, kaj dejansko čaka razčlovečeni svet v prihodnosti, ostaja v realnosti in v zbirki odprto, tako kot mnogi konci pisateljičinih zgodb. Čestitam še enkrat. Najlepša hvala, nagrade sem zelo vesela. Obenem pa bi želela čestitati tudi vsem mojim 3 nominirankam in pa preko Jožice Avbelj tudi Ladu Kralju. Hvala. To je bila dobitnica Cankarjeve nagrade Mojca Komrdej, čestitke še z moje strani. Žirija za opravljeno delo in dobitnica Cankarjeve nagrade si zaslužita še en aplavz. Naš poklon Ivanu Cankarju in sodobni slovenski književnosti ter neposredni prenos na programu Ars in na videokanalu ZRC SAZU se z razglasitvijo nagrajenke bližata koncu. Zahvaljujem se vam za vaše zanimanje in naklonjenost, preden pa se poslovimo, si lahko v mislih obljubimo, da bomo našli čas za branje tako Ivana Cankarja kot tudi sodobne slovenske književnosti. Njun praznik bomo sklenili s 5. in 6. navedbo iz cikla 6 navedb Ivana Cankarja, skladatelja Uroša Rojka. Zaigral ju bo Klemen Leben. Raste samo za tega dne, da ga pokolijo osmi. Nikoli še ni rodil osad žlahtnega sadu. Raste samo za tega dne, da ga populijo osli. Nikoli še ni rodil osad žlahtnega sadu. Raste samo za tega del, da ga populijo osli. Samo za tega del, da ga populijo osli.
mara luči, jo pihne sam. Na to pa nima pravice, da bi preklinjal noč. Kdor ne mara luči, jo pihne sam. Na to pa nima pravice, da bi preklinjal noč. Kdor ne mara luči, jo pihne sam. Na to pa nima pravice, da bi preklinjal noč. Na to pa nima pravice, da bi preklinjal noč. Nima pravice. Da bi preklinjal noč. Nima pravice. Naša prireditev, njen uradni del se končuje, sedaj pa poleg že prisotnih na odru Jožice Avbelj, Katje Gorečan, Adriane Kuči, Mojce Kumrdej, Mirane Likar in Dijane Pungršič vabim še dr. Alenko Koron, dr. Darjo Pavlič, Aljo Predan, Sonjo Žakelj, Marijo Leben, Klemna Lebna, dr. Gregorja Majdiča, profesorja Ivana Verča in jaz Sanjo Novak, ki sem bila danes tudi z vami, pa sem že na odru. Hvala vam za vašo naklonjenost Ivanu Cankarju, Cankarjevi nagradi in sodobni slovenski književnosti. Čez 8758 ur pa se vidimo ponovno.